Prekinjamo oddajo Radio Gaga, naš kolega Jure Mosnak je dobil kandidat za Nobelovo. Ti si radioamater, kje? Doma. Ja. Ti si odkril trenutno največje odkritje, poleg takrat, ko je bil prvi pop. Ja, takrat leta 1964 sta bila Robert Woodrow Wilson pa Alan Penzias, sta odkrila ta Cosmic Microwave Background Radiation, se pravi zvok velikega poka. Ne? In jaz približno grem tam na 7-metrski, 5-metrski radioamaterski pas in se je moj radijski signal odbil oziroma je šel čez ionosfero vesolje. In pač poslušam šum nekaj časa, gre za šum in sem potem ga najdel približno po 2-3 dneh iskanja. Najdem en signal, ki je star približno 13,7 milijarde let. In zakaj gre? In lahko kar poslušamo. Zakaj gre? Jaz sem v bistvu prišel do totalne, popolne praznine. To iščejo že leta in leta. To že iščejo gre leta za absolutno praznino. Absolutno lahko prvič slišimo slišimo na Radio Gaga bomo prvi slišali. Tako. Mitja Groznik bo dal popolno praznino, da slišimo zdaj to, kar si ti, Jure, odkril. Čak, Mitja, kar spust. Zanima odgovornost. A to je to? Ja. To je ta popolna praznina. To je ta popolna praznina. Dajmo poslušati še enkrat. Dajmo še enkrat, to je pa noro. Prevzemimo odgovornost. To je absolutna praznina vesolja. Ja. Jure, si kandidat za Nobelovo nagrado? Ne, jaz prepuščam to nagrado, Nobelovo nagrado, v bistvu predam v bistvu popolni praznini. Gospod Pahor, vi ste ta popolna praznina, čestitamo. Hvala lepa. Tukaj, gospa Žagareva, kaj boste rekli na to popolna praznina iz vaših vrst, ne? Jaz sem pa mislila, veste, da popolna praznina, ne, sem jaz, ne, tako da to ni zdaj v redu. Kaj pa na to pravi gospa Tanja Žagar? Se vprašujem, gospa, kaj že, Fajonova? Malce sem iz sebe, težko verjamem, da je moja velika ljubezen, priznam, spomnim se ga, ko sem letela v Bruselj v rdečem minikrilu in me je zagrabil za bedro. Ne, tega ne sprejemam. On pa že ni praznina, on je najbolj poln človek na tem. Gre za Nobelova kandidata. Ne morem nikakor sprejeti, to ni pravično. Ampak gre za kandidata za Nobelovo nagrado. Dobro, ampak on ni prazen, on je poln, on buhti od življenja. Bod ponosen na njega, dobil bo nagrado, kaj zdaj? Ljušič, tebi so se možgani že skisali, to nam je jasno, ampak jaz verjamem v Boruta. Imamo kandidata, da dobi nagrado in zdaj kaj, plovat po njemu, ne? Ne, on pa ne. Glejte, jaz bom poslala svojega asistenta, ne? Zakaj pa ne? Da preveri. Pa si ga vidiš, da je model prazen. Veste kaj? Jasno. Za vsem skupaj je Romana Tomc, mi je to povsem jasno. Že vidim. Kakšna Roman, ti podtikanje je, živiš v drugem paralelnem svetu. Nikakor. Gospa Fajonova, on je kandidat za Nobelovo nagrado. Mislim, popolnoma me nič ne briga. Nobelova nagrada je nič proti temu, kako srčen, poln, topel človek je, zdaj pa je prazen. Nekaj, kaj snema. Živa. Tukšič, kaj pravite na to zdaj? To je nek blef, to je brez veze. Se pa jaz to učim na predavaju. Vi ste en blef, gospod Lukšič. Na koncu pa moraš prepoznati neko kvaliteto človeka. Borut Pahor, 10 let je delal na tem. To je popolna praznina. 10 let je delal, da je popolna praznina. Dajmo še enkrat to poslušati. Pa poslušajmo še ta... Dajmo še enkrat. Jure, samo moment. Ja, jaz sem tam šel gledal, tudi v bistvu. Se pravi, Arne Penzios pa Robert Wilson sta odkrila, ko sta čistila golobje kletke, prašom velikega poka. Ja, tako. To odkritje popolne praznine je pa več, ne? Ja, je pa več, v bistvu, gremo v bistvu čist do točke singularnosti. Dajmo to točko singularnosti poslušati. Mitja Groznik bo dal zdaj posnetek. Prvi, ekskluzivno na svetu, tega ni. Prevzemimo odgovornost. Jaz sem tudi pogledal, jaz sam še to povem. Jaz sem imel anteno nastavljeno na tisto frekvenco, sem mislil, da je kaj z anteno narobe. Preverjam še enkrat, sem potem klical v University of Southern California, USC,
in so isto slišali. Ne, a resno? Ja. Ne, In so isto slišali. Potem sem klical v Oxford in Cambridge, so slišali isto. Potem tudi v Avstraliji na radijskem teleskopu so slišali isto. Ne. Z Antarktike so kaj telefonirali? Tudi. Prav z tečaja. Prav enako, z južnega tečaja, točno. Isto so slišali. Isto so slišali. Jure, ti si odkril popolno praznino. Ja, To je največji dosežek. Ja, sam jaz svojo... Zakaj si skromen? Ne, lej, jaz sem pač skromen človek. Pač Ne, to ne, sem čakaj, odkril. ne. Gospa Fajonova, jaz vas ne vidim zdaj tukaj, da kritizirate. Lejte, zdaj se pa pripravljena, še enkrat sem prereflektirala, to je zame velik šok. Pripravljena sem ga sprejeti, tudi če je prazen. Bravo. Čestitke, Boltu. No, zdaj pa najprej Čestitke slavnencu. Juretu. Jure se je odrekel Nobelove nagrade. Borut, Mišič, hvala, sem... rada te imam. Bravo. Borut, Tudi če si prazen. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci. Ja. Zelo sem vesel in ponosen. V tem trenutku, na tem mestu, ne jutri, danes. Res kroče, da sem Slovenec. Čestitam tudi gospodu Masnaku. Hvala. Si v redu? No. Si dobro? Gospod Papa, to je... Daj en selfie, za začetek. Ne, jaz samo vam prebijeva let. čestitam za nagrado. Ne, Ste, ja? jaz čestitam vam, gospod Masnak. Ne, jaz vam čestitam. Ne, jaz vam. Ne, jaz vam čestitam. Sem predsednik države in lahko vam čestitam. Ja, se ne je bilo treba. In jemljem si to pravico. In vam čestitam. Iskrene čestitke. Hvala. Čestitam bom tudi samemu sebi. Lepo, Borut. Ker sem predsednik države, moram čestitati tudi samemu sebi, Borutu Pahorju. Ker sem predsednik države. 13-6. In to je dolžnost predsednika države, je, da čestita človeku, ki je dobil Nobelovo nagrado. Tako. In samemu sebi bom ni podelil nič, ja. jabolko navdiha. Ja. Več let sem hodil po RTV-ju in lobiral, da mi podelijo Ježkovo nagrado. Pa se to še ni zgodilo. In gospod Hribar, mislim, Sašo, ti mi rekel gospod Hribar. Prehitela se Nobelova nagrada. gospod In Hribar. si zasluži, predsednik, to je skoraj da 14 milijard let stara praznina. Ekskluzivno na Bravo. Radio Gaga. Hvala lepa vsem upletenim.